Najprej, danes je bila seja izjemoma, kot sicer v četrtek, za voljo moje jutrišnje udeležbe na vrhu voditeljev držav in vlad Eurocone. Ker je predsednik Evropske centralne banke pozval k tako imenovani verbalni disciplini, ne samo v luči tega vrha, ampak tudi sicer se bom jaz zelo omejil na pričakovanja Slovenije, ki so pravzaprav enaka vsem, ki verjamejo v koristnost trdnega evra kot valute, ki zagotavlja dolgoročno konkurenčnost evropskega in v tem smislu tudi slovenskega gospodarstva. Najprej moram povedati, da sem zadovoljen, da sestanek po nekaterih oklevanjih, ki smo jim bili priča, bo. Sicer je zamaknjen za nekaj ur, začel se bo ob enih, vendar bo. To je dobro sporočilo, ki prihaja v pravem času in na nek način v korelaciji s tistim, kar se dogaja na kongresnem griču v Washingtonu, kjer poskušajo Združene države v dialogu med republikanci in demokrati doseči dogovor o bistvenem znižanju ameriškega javnega dolga, kot veste, znaša ta približno 14 trilijonov dolarjev. Nekaj podobnega, samo z drugimi volumni in problemi, se poskuša rešiti v euroconi. Za Slovenijo je evro bistvenega pomena. Slovenija je majhna ekonomija, vračanje k lastni valuti bi pomenilo bistveno manjšo gospodarsko in sleherno drugo varnost in konkurenčnost države. Zato se pridružujemo tistim državam, ki želijo storiti vse, kar je potrebno v tem trenutku, da evro ostane. V tem smislu je pomoč Grčiji neizogibna, seveda pa jo je potrebno postaviti v okviru nekaterih pogojev. Kot rečeno, zame je pomembno, da smo po padcu pokojninske reforme, ko je prišlo do pričakovanega vznemirjanja tako v okviru institucij v Evropski uniji, kot v okviru finančnih trgov, sedaj dosegli pomiritev teh trgov, zlasti z napovedjo in prvimi podatki okvira rebalansa ter interventnega zakona, ki ga bo spremljal. Tako da si želim, da bi tudi poslej lahko jutri in v naslednjih tednih in mesecih Slovenijo pozicionirali na povsem varno stran radarja, kot rad rečem, v okviru eurocone. Sicer pa si bom prizadeval, da bi prišlo do konsenza v okviru eurocone in da bi, tako kot zdaj to daje Bela hiša, pozitivne signale finančnim trgom glede upravljanja z enormnim dolgom ZDA, tudi eurocona dala finančnim trgom primerna sporočila, da je sposobna regulirati vprašanje držav, ki so zašle v dolžniško krizo. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je, da se je danes slovenska vlada odločila priznati nacionalni tranzicijski svet kot legitimnega predstavnika libijskega ljudstva do vzpostavitve začasne vlade v Libiji. Republika Slovenija poziva in pričakuje, da se bo nacionalni tranzicijski svet pri svojem delovanju izogibal povračilnim ukrepom in kršitvam človekovih pravic, vključno z napadi na civilno prebivalstvo. Prav tako bi rad zaključil ta moj uvodni del z izrazom priznanja srbskim oblastem, zlasti predsedniku Tadiću, za njegovo konsistentno politiko pri priporu ali iskanju haaških obsojencev. Kot predsednik slovenske vlade bi rad srbskim oblastem izrekel priznanje, da so ujele še zadnjega od haaških obsojencev, Gorana Hadžića. S tem se vsaj za enkrat in kolikor to lahko storijo srbske oblasti oziroma druge oblasti držav, ki so dolžne poskrbeti za ujetje obsojencev, zadošča roki pravice in se obsojence
vnaprej daje dokončni roki pravice v Haag. Rad bi izrekel zadovoljstvo za to, ker to pripomore k procesu sprave in odprave nacionalnih nestrpnosti med državami v enem občutljivem delu Evrope. Mislim, da je vsemu temu procesu do neke mere pripomogla in želi pripomoči tudi v nadalje Slovenija. Mi verjamemo v to, da je to območje Evrope, ki je bilo vedno precej varnostno zahtevno, v primeru trdne politične volje vseh akterjev, da odpravijo počasi, ne brez težav, politične zamere iz preteklosti in rešijo politična vprašanja glede prihodnosti, da je to lahko del Evrope, ki spričo svojih bogastv, ljudi, priložnosti, ki jih ima, predstavlja izredno atraktiven prostor za širjenje Evropske unije. Toliko z moje strani glede današnjih sklepov in sem pripravljen na vaše vprašanja, ki zadevajo druge stvari. Kot smo rekli zadnjič, pa eno vprašanje v prvem krogu in potem, če bo predsednik še na nogah, mogoče še drugi krog. Izvolite. Deja Vrtovec, STA. Bolj politične zadeve. Gospod predsednik, september bo kmalu tu. Kaj boste storili, ko poteče 3-mesečni rok, po katerem boste morali namesto začasno imenovanih ministrov predlagati nove? Torej boste to rekonstrukcijo izvedli preko spremembe zakona o vladi ali kako drugače in morebiti boste vezali zaupnico ravno na ta zakon ali imenovanje novih ministrov ali če sploh boste zaupnico vložili? Najprej, da počrtam posebej in da to ne ostane preslišano. Moja glavna naloga je pripeljati srečno pod streho Državnega zbora rebalans proračuna. Ne zaradi usode vlade, ampak zaradi usode države, ker je rebalans proračuna ne v celoti, to da deloma odgovor na padec pokojninske reforme in bi z njegovim sprejemom ne samo nadaljevali z procesom finančne konsolidacije, ampak dokončno pomirili finančne trge, ki so se deloma vznemirili zaradi padca pokojninske reforme. Da o tem ne bo dvoma. To je moja glavna naloga v naslednjih tednih in mesecih. V zvezi s tem se bom pogovarjal seveda najprej in predvsem znotraj vlade, pogovarjal se bom z vsemi opozicijskimi strankami, poskušal bom doseči način, da bi ta rebalans proračuna, ki ne govori o usodi vlade, ampak govori o usodi naše države, da bi ostala na varni strani radarja v evroskupini, da bi dobil potrebno podporo in da ne bi postal pravzaprav žrtev torej strankarskih računic glede prihodnjih volitev. To se mi zdi bistveno. Druga stvar. Moja želja je, da uredimo določitev datuma morebitnih predčasnih volitev tako, da do takrat ne bi prišlo do politične krize. Torej, da bi lahko vlada s polnimi pooblastili delala svoje delo, ker so razmere tako doma kot zlasti ta hip v mednarodnem okolju take, da potrebujejo ta hip odzivno in dobro uigrano vladno ekipo, kar ta hip tudi je. Ne glede na to, da manj ministrov opravlja enako ali pa celo povečano, bom rekel, povečan volumen dela. Prav tako bi rad z voditelji strank ugotovil, če bo prišlo do ocene, da se globalni ekonomiji, zlasti evropski, obeta nova recesija. Jaz mislim, da so možnosti, da se izognemo. Ne morem pa reči, da tveganja ne obstajajo. Kdaj je najprimernejši čas, da pridemo do nove vlade, ki bi uživala zaupanje ljudi? Namreč ne sme se ponoviti to, kar se nam je zgodilo leta 2008. Leta 2008 je praktično celotna slovenska javnost, kot da se nič ne dogaja v mednarodnem prostoru,
gledala samo na politično razpravo med strankami in na volilno kampanjo, ki je bila zazrta v domače okvire. Mi smo takrat, poskušajte se spomniti, kako ste vi takrat reflektirali stvari, mi smo v jeseni leta 2008 popolnoma spregledali, skoraj vsi, tukaj bi se jaz nekoliko izvzel iz tega, skoraj vsi, da se dogaja v svetu nekaj, kar je kasneje pomenilo gospodarsko recesijo, največjo po gospodarski depresiji v 30 letih v ZDA. To se nam ne sme zgoditi zdaj. Mi moramo priti do dogovora o tem, kdaj bodo volitve in moramo vedeti, da so demokratično izbrani voditelji v parlamentu in v vladi verjetno najboljša popotnica za morebitno ukvarjanje z recesijo, ki, če se bo zgodila, utegne biti globlja in še zahtevnejša od tiste, ki smo jo pustili za seboj relativno uspešno leta 2009. Tako da so mi naloge, odgovornosti absolutno jasne, mislim, da sem jim kos in da bomo tako tudi Slovenijo tudi skozi te čeri spravili varno skozi. Se pravim, vse to je potrebno videti v tem kontekstu. In kot recimo temu podvprašanja teh ključnih vprašanj. Prvič, torej, še enkrat, brez zamere to rečem. Slovenija ne sme ponoviti napake iz leta 2008, ko se ni zavedala, da se pripravlja recesija in je bila zagledana v svoje osko nacionalne probleme, ne meneč se za cunami, ki je prihajal iz Amerike in je potem prizadel gospodarstvo celotne Evrope in seveda tudi slovensko. In mi smo bili na to politično, gospodarsko, socialno, strukturno absolutno nepripravljeni. Če se utegne zgoditi druga recesija, potem moramo biti na to politično, gospodarsko, strukturno in kolikor mogoče v vseh drugih ozirih pripravljeni. Ta razlika mora biti. Če to dosežemo, bomo Slovenci z eno ali drugo vlado uspešno, sem prepričan, skrmarili tudi skozi te izzive. To pa zato, ker smo vendarle, če smem reči eno dobro besedo o dediščini, ki jo puščamo tej vladi, vendarle temelje našega doma utrdili globlje in trdneje, kot so bili postavljeni pred recesijo leta 2009. In to se mi zdi je neka pozitivna razlika med okoliščinami, ki se utegnejo zgoditi. Ne pravim, da se bodo. Pravim samo, da se utegnejo zgoditi. In pripravljeni mora biti toliko bolj, ker smo majhna ekonomija in veliko bolj ranljiva, hkrati pa tudi bolj prilagodljiva, kot so velike ekonomije. Naprej, Eva. Eva Kobej iz Pop TV-ja. Jaz bom, gospod premijer, ker vas vprašala, ker gospoda Križaniča danes tukaj ni, zanima me v zvezi z novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, kjer vem, da gre za pač nove modele na podlagi napak in pa za obveščanje ljudi, ampak me zanima, zakaj je to potrebno po vsem kaosu z popisi, z pritožbami in tako naprej, ki jih je bilo kar za 400.000 objektov, ali to pomeni zdaj nove pritožbe, nove nevšečnosti ljudi in pa koliko nas bo to točno stalo? Jaz mislim, da si vaš odgovor, vaše vprašanje zasluži zelo natančen odgovor in ga boste prejeli takoj po moji tiskovni konferenci z Ministrstva za finance. Smo se zavestno odločili, da minister za finance je ta teden nastopal že tako kot vsak dan in bi bila... Bomo, glede na to, da imate še vprašanja, tudi to vprašanje posredovali ministrstvu in boste dobili odgovor, ki je temeljit, ker res bi lahko dal zgolj političen ali pa okviren odgovor na to vprašanje. V enem stavku je pa ta sprememba namenjena temu, da se uredi, da do tega ne več prihajali. Prosim. Vprašanje, kako bo vlada delovala med počitnicami, ko bo večina ministrov na dopustu in pa še, če smem, boste šli vi na dopust in kam? Prav gotovo bo čas do konca tega meseca usmerjen tako v seveda domače loge. Tukaj bomo na naslednji seji sprejeli predlog rebalansa proračuna in predlog zakona o intervencijskih ukrepih.
dokončno. Mi čakamo zgolj še na vprašanje, ali se bo jutri na Evropskem svetu zgodilo karkoli takega, kar bi potrebovalo nove intervencije v oba predloga. Sicer pa sta pripravljena za to, da se ju pošlje v državni zbor. Kot veste, je bil eden od razlogov, da počakamo z dokončno redakcijo svet voditeljev vlad in držav Eurocone. Prav tako si bom z državnim sekretarjem za socialni dialog prizadeval, da se finale tega meseca in celoten avgust izkoristi za pogovore, ki bodo pogovori zaupne narave med socialnimi partnerji o 3 vprašanjih. O nadgradnji zdravstvenega sistema, o možnem, morebitnem kompromisu glede pokojninske reforme in o pripravljenem zakonu o spremembah na trgu dela oziroma delovnih razmerij. Vse to bo potekalo v avgustu tega leta. Za razliko od kakšnih običajnih avgustov, torej ta ne bo nič kaj posebej dopustniški, ampak bo zelo delaven. Jaz se seveda teh obveznosti po svoje tudi veselim, ker se mi zdi, da v eni uigrani vladni ekipi, ki se želi dokazati, zlasti zdaj, ko je posebej na preizkušnji, vlada ena velika ambicioznost in bi rad to ambicioznost izkoristil tudi v mesecu, ki je sicer namenjen dopustom. In tako bom ravnal tudi sam, če odgovorim na vaše vprašanje. Edini moški novinar v naši hiši, izvoli. Pa zanima ena kar precej ostra kritika države, mogoče celo malo spregledana, in sicer odhod državne tožilke Branke Zobec-Hrastar. Ko je napovedala svoj odhod, je dejala, da ne želi delati v državi, ki ne ščiti svojih funkcionarjev, pa me za začetek zanima vaš komentar samo na ta del. Mogoče bi bilo koristneje počakati na komentar pristojnega ministra in to samo iz enega razloga, če mi verjamete. Se bom potrudil, da mi glede tega. Ne bi rad rekel nič, kar bi posegalo v neodvisnost dela organov pregona, vključno z tožilskim. Pod vprašanje, ne? Recimo gospod Drago Kos je ravno za Delo pa argumentiral, da en del krivde nosite tudi vi, zato da je gospa tožilka odstopila, in sicer iz časa, ko se niste zavzeli, oziroma ko niste iz strahu, je dejal gospod Kos, iz strahu pred Janezom Janšo niste razrešili Barbare Brezigar. Kaj pravite na ta očitek? Kot sem vam že nekajkrat povedal, nisem strahopeten tip v politiki in takrat, ko se je potrebno odločati, to storim, ko ni več dvomov, da je to koristna odločitev, to brez pomislekov. In tako sem storil tudi pri odločitvi, da ukolikor za to ni bolj utemeljenih razlogov, kot so bili navedeni, generalna državna tožilka ostane na svojem položaju. Pravzaprav gre za en paralelen problem, kot ga imamo z vodstvom agencije. Naprimer. Glejte, moje mnenje je, da je eden glavnih razlogov in tudi posledic krize, ki jo imamo pred očmi, padec nezaupanja, ne samo v institucije sistema, ampak nezaupanja v vse in vsakogar. To zaupanje je potrebno počasi okrepiti zato, da bi se najprej okrepila naša samozavest, da smo sposobni to krizo premagati. Če želimo to doseči, moramo izredno pozorno paziti, da zdaj nismo žrtve nekega poziva, ki ga do neke mere razumem, vendar ga moram, če želim pripeljati Slovenijo skozi to krizo, tudi preslišati. In to je, da bi država, bolje rečeno vlada, čez svoje pristojnosti ukrepala bolj, kot ti to pristojnosti dovoljujejo. Pazite, ne vem, če sem to dovolj jasno povedal, ampak to je zdaj bistvenega pomena, da se ohrani avtoritete vseh drugih institucij, poleg vlade. Avtoriteta državnega tožilstva,
avtoriteta novo ustanovljene agencije. Če bi vedno, ko nismo zadovoljni z odločitvami teh organov, zamenjali te organe, bodi si, da je to v naši pristojnosti ali da je to recimo na meji naše pristojnosti, bi se morda prvi hip zdelo, da je to odločna vlada, ki takoj, ko ti organi po njenem mnenju naredijo ali po mnenju javnosti napako, te organe zamenjujejo. Na dolgi rok bi naredili vse te organe in institucije invalidne, ker bi javnost dobila na koncu pravilen občutek, da so odvisne od politične volje oblasti. To se ne sme zgoditi. Torej, morate imeti zares absolutno utemeljene razloge, da se kot vlada odločite, da boste predčasno zamenjali vodilne ljudi na tako pomembnih mestih, kot so generalni državni tožilec, vodenje in vodstvo agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami. Jaz menim, da smo v tem smislu v tem mandatu storili veliko in da se bo ta dediščina pozitivna še pokazala in bi kar ostal pri teh odločitvah in tudi s tem končal moj odgovor na vaše vprašanje. Minister za pravosodje bo pogotovo lahko kaj več in bolj povedal to. Prosim. Erika. Ja. Lahko jaz še enkrat ponovim mogoče to vprašanje od Urške. Glede vašega dopusta, kolegica dela prav prispevek o tem, pa bi mogoče želela nek malo bolj konkreten odgovor. Če sem prav razumela, si vi ne boste vzeli niti teden dni oddiha? Se vam zdi, da ga ne potrebujete? Glejte, najprej, če mi verjamete ali ne, ta hip ne vem, kje bom preživel nekaj dni dopusta. Gotovo si ga bom vzel, tako kot sleherni med nami, vendar pa vem, da se na nek način izteka en pomemben mandat, za katerega nosim osebno največjo odgovornost in bi rad, da ko končam ta mandat zaveste, da sem storil prav vse, kar je bilo v moji moči in sposobnosti, da bi služil interesom tistih, ki so mi zaupali ta mandat. In temu bom prilagodil tudi letošnji avgust. V redu, ja. Vprašanje bi imela. Minuli teden je že po prvem branju v Državnem zboru padel zakon o medijih. Kako to komentirate in boste pripravili nov zakon in nadalje? Prvak zares Gregor Golobič je bil nekako kritičen oziroma je omenil ime Leo Oblak iz Radia 1. Menda, da ste bili kar jezni zaradi teh izjav, ker se je omenjalo to ime. Lahko malo pokomentirate. Glejte, za verodostojno oblast sem in bom štel tisto, ki ni odvisna od klientelističnih interesov. Tega ali onega. Gotovo te ali one skupine pritiskov, in to je ne samo običajno, ampak tudi normalno za demokratično družbo, poskušajo vplivati na pripravo in sprejem zakonov. In kolikor je to v mejah zakonitosti in prava, s tem nimam nobenih težav. Hotel sem vam samo odgovoriti, da tako pri pripravi tega zakona, ki je bil v rokah dosedanje ministrice Širce, kot pri pripravi drugih zakonov, želim skrbno paziti na to, da se nepoklicani ne bi vmešavali v pripravo zakona. Mislim, da je bilo tudi pri pripravi tega zakona tako in mi je žal, da v Državnem zboru ni dobil podpore. Ta hip moram sedaj odreagirati na situacijo zlasti tako, da ne pride do penalov Evropske komisije in bomo verjetno zelo na hitro regulirali z novelo to vprašanje. Potem pa želim zelo na hitro spet pri večini teh rešitev, ki so zdaj, bomo tudi ostali, znova tudi osebno opraviti pogovor z vso zainteresirano javnostjo in dobiti od nje nek odgovor na vprašanja tam, kjer je bila do rešitev, ki smo jih mi ponujali, kritična. In potem znova predlagati zakon v presojo Državnemu zboru. Bodite prepričani, da ne posameznik, ne skupina, kolikor je meni znano, pri pripravi tega zakona niso bistveno vplivali nanj, tako da bi bilo zadovoljeno njihovim interesom, ampak smo skušali v zakonu braniti, kar je naša dolžnost, javni interes.
Tako bo tudi pri pripravi nove novele in želim si, da bi bila pripravljena čim prej. Izkoristil pa bom priložnost, da bom vse tiste, ki so naslovili kritiko post festum na zakon, in veste, da je nekaj te kritike bilo, tako z novinarskih kot drugih vrst, da bom še enkrat morda opravil pogovor z predstavniki te sfere za to, da bi morda lahko nekakšno rešitev izboljšali, da ne bi bila predmet kritike. Drugače pa mi je žal, da je zakon padel. Je eden redkih zakonov, ki ni dobil podpore v državnem zboru, kljub temu, da imamo manjšinsko vlado že skoraj 3/4 leta. Tudi zdaj, ko je vlado zapustila še ena stranka in imamo v tem smislu še manj formalne podpore, morate razumeti, da je večina zakonov bila sprejetih. Prav tako bi rad izrazil veselje, da se včeraj državni svet ni odločil, da bi vložil veto na kateregakoli od zakonov, ki so bili predmet razmisleka o morebitnem vetu. Vse to kaže, da politični procesi v Sloveniji tečejo relativno normalno in to kljub manjšinski vladi, s katero imamo prvič v zgodovini opravka. Mi se zavedamo svojih omejitev, ampak ravno zato, ker se jih zavedamo, izkušamo tudi presegati z enim povečanim trudom, da pripravimo zakonodajne rešitve tako, da potem dobimo potrebno število glasov poslank in poslancev, ki zakone ne podpirajo zato, ker podpirajo vlado, ampak ker podpirajo njegove rešitve. Tega se zavedam in tako bom peljal stvari tudi v naslednjih mesecih. Še v eni stvari bi vas vprašal, o kateri mislim, da do zdaj se še niste nič opredeljeval, in sicer odstop gospoda Gantarja. Zdaj, vaši kolegi iz Šubičeve so bili presenečeni nad tem odstopom, kljub temu, da ste bili en teden pred tem obveščeni. Je zadeva presenetila tudi vas? Pričakujete tu kakšne zaplete? Najprej, veste, da sem bil morda 3 tedne tega pri predsedniku Gantarju in ga dodatno prosil, da ostane na tem položaju, kar je takrat tudi storil, in sem mu bil hvaležen za to odločitev. Prav tako razumem, da ima vsakdo pravico odstopiti, če tako meni iz teh ali onih razlogov. Potrebno pa je zdaj poskrbeti, da ukolikor bo predsednik Gantar dokončno odstopil z tega položaja in glede na to, da je tako dejavno dvomim, da se bo to tudi zgodilo, da predlagamo kandidata ali kandidatko, ki bo v državnem zboru užival zaupanje, da bo zelo verodostojen gospodar postopka, kar je najbolj pomembno za vršilca te funkcije, da mu poslanke in poslanci, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo, zaupajo, da bo vesten in nepristranski gospodar postopka. Jaz mislim, da je do takega kandidata mogoče priti, seveda pa kot predsednik vlade v to ne morem posegati bolj, kot mi to pravzaprav daje položaj predsednika največje stranke v državnem zboru, ki je predsednika, ki zdaj opravlja posle, vedno podpirala in si je želela, da bi ta mandat opravil do konca, vendar če se je odločil, da ta mandat ne bo opravil do konca, potem si želimo, tako verjetno kot vsi drugi, na tem položaju nekoga, ki bo vestno in nepristransko opravljal funkcijo gospodarja postopka, kar je po moje edini pogoj, da dobi tudi potrebno večino za izvolitev. Ne. Nekdo, ki bo imel avtoriteto, da mu bodo poslanke in poslanci zaupali, da bo opravljal to delo, lahko da bo prišel iz največje stranke, lahko da bo prišel iz najmanjše. Zame je pomembna v tem smislu osebnost, ki bo uživala zaupanje. Sam sem opravljal to delo, vem, kako dostikrat zahtevno je, ko pride do mejnih situacij in ko imate vi arbitrarno pristojnost, da odločite. To je namreč ena od posebnosti položaja predsednika državnega zbora, ki je druge funkcije nimajo, v tem primeru pa je. On odloči na koncu in njegova beseda dokončno velja. In zato seveda poslanci morajo večinoma zaupati, da je njegova presoja pravilna, da je nepristranska in da je v luči vestnega upravljanja. Takega predsednika državnega zbora bi po mojem mnenju večina poslank in poslancev izvolila
na položaj, kljub temu, da se mandat vseh, tako vlade kot parlamenta, počasi izteče. Še zadnje vprašanje? Ja. Povedal sem moje osebno mnenje. Pogovori potekajo. Zame, to je moje osebno mnenje, je verjetno pogoj za to, da nekdo tik pred iztekom mandata dobi podporo več kot polovice poslank in poslancev ta, da uživa njihovo zaupanje, da bo vestno in nepristransko opravljal funkcijo gospodarja postopka v Državnem zboru. Še zadnje vprašanje, ja? Prosim. Še pod vprašanje, gospod Kumar, vodja vaših poslancev, je nazadnje omenil, da ga ne bi motilo, če bi bil iz vrst opozicije. Je to možno? Zdaj, lahko tudi četrtič odgovorim na isto vprašanje in upam, da ko se bodo ljudje spominjali tega mandata, ne bodo prezrli, da se ga opravljal z veliko potrpežljivostjo. In če bo svet zdrsnil v novo recesijo, pravim, ni nujno, da se to zgodi. Obstaja pa nekaj indicov, ki kažejo na to, da se to lahko zgodi. Potem bo tudi moj naslednik ali naslednica moral pokazati to isto lastnost ob vseh drugih, ki bi utegnili biti domnevno boljše. In to je potrpežljivost. Brez tega bi se lahko zgodilo, da bi se nestrpnosti vseh vrst, ki se vedno začnejo kotaliti z majhnimi problemi, postale velike snežne kepe, ki bodo podirale vse pred seboj. Mi smo vendarle ob vseh političnih, gospodarskih, socialnih in drugih problemih uspeli to strpnost obdržati. In zato zdaj tudi potrpežljivo četrtič odgovarjam na vaše vprašanje in mislim, da je to moje delo, da to storim. Torej, zelo si želim, da zaradi odstopa predsednika Gantarja, ki je užival absolutno naše zaupanje, ne bi prišlo do problemov pri izvolitvi novega predsednika ali predsednice. Vem, osebno je to moje stališče, da lahko zlasti v drugi polovici mandata nekdo dobi zaupanje za upravljanje tega dela samo, če bo več kot polovica, in upam, da krepko več kot polovica poslank in poslancev imela pred seboj priložnost izvoliti kandidata, ki ga bo imela za verodostojnega gospodarja postopka, nepristranskega in vestnega. Prav. Hvala lepa. Hvala lepa, srečno. Hvala.